vse naravne oblike, ki jih je morja izdelala. Natural design pomeni spoznanja narave, simbolov narave, ki jih človek prevzame, energetske vrednote vsake oblike, skrite vibracije oblike. In seveda brez analiz in brez spoznanj iz narave ne prihajamo do lahko aplikacije teh vrednot v posamezne predmete. Recimo danes je govora, kako v globini morja školjka da ohrani življenje, da se razvija, kakšne oblike da. To je čudežne oblike so, da preko teh mrež oziroma teh vertikal dobi dovolj energije, da se lahko polžek razvije. To je nekaj neverjetnega. Človek to opazuje in potem opravi nalogo. Ne vzamem najprej ježa, ki ima podobne iglice, to je morski svet, to je pa zemeljski svet. In iz tega sveta potem se razvija seveda živa bitja, ježek, in Egipčani mu napravijo piramida. Je poln piramid, ker v bistvu v teh režah oziroma v teh špicah je energija. Mi rečemo piramida. Pira pomeni, da mi da nekaj, kar je pirja, kar je podobno ognju, vročini. Potem gremo naprej in seveda vidimo, da še danes stara Indija opravi kroglo, ker je krogla narava, simbol Boga, in potem napravi piramide. Ravno tako druga vrst školjka izdela izredno lepe energetske valovnice, tako kot je tukaj v telesu, tukaj pa v reliefu. In ko odpremo, seveda dodamo tudi naše spoznanje in naši mojstri so izdelali podobno stvar s piramido. Pravzaprav vsa simbolika sveta je v civilizaciji piramide in v krogli. In to se stalno vrti in pravzaprav prinaša življenje, katerega potem lahko razumemo. Seveda, če školjka ima te reže, tudi naše telo ima te reže. To se pravi, ima levo roko in desno roko. Ima spet ene, vertikale, katere prenašajo energijo in pomagajo človeku, da preživi. Obstajajo potem modrosti, ali pa v vedah mudre, kako uporabiti roko, da sebe ohranimo, da tudi energetsko nekaj odkrijemo. To se pravi, v krščanstvu je molek, to se pravi, napravimo roke tako in začnemo moliti, pomolimo roke. Vendar, ko postavimo te dve roke skupaj, ta energija leve in desne roke, to se pravi, ženska in moška forma se zgodi. In če dvignemo prste gor, če kaj pozabimo, to je sistem, da najdemo. Seveda bom pokazal še eno modro, če smo utrujeni, stisnemo to roko, pokažemo palec in z drugo roko pridemo in pridobimo energijo, ki smo jo izgubili skozi delo. To je ta preizkusitev. So potem modre, ki ozdravljajo telesa, naše telo je sestavljeno iz rastlin. In ko pridemo do vsega tega, potem seveda pridemo tudi do spoznanja, da zakaj so obstajali naprstniki. In za vsaki prst oblikujem določen prsten, da bi to energijo, ki je tukaj jo vidite, poudaril za desno in levo roko. Seveda te stvari so bile potem preštudirane, da so bile izdelane. Vsak predmet je izdelek obrtniški, lastnoročni. Da bi spoznal obliko, se mora tudi lastnoročno to obdelati. Seveda obstaja potem pa še ta ključni element. No, to še ni preneslo v zlato, ampak čaka, da bo prišel čas, ko bomo to realizirali. Ne. Recimo, zdaj se tako postavlja, ampak ta je pa ta zadnji. Ne, recimo, tako, ne. In ta je recimo sredinec.
To so energetske oblike, ki lahko jih uporabljamo, če damo to v zlato, v določenih prilikah, lahko damo gor, slavja, velika, sprejemi in tako naprej. In mi postanemo močnejši. Nadamo si eno energetsko obliko, katera nam da tudi malo moči in katera nas tudi malo dvigne na spiritualni nivo, ne samo na fizični nivo, in postanemo že del kozmičnega vsemirja, del duše, ker človek je pravzaprav v telesu duša, brez duše ne obstaja človek, se ne more razvijati. To se pravi, najstarejše ljudstvo, civilizacije, od Egipta, Indije in tudi preko civilizacij, ki obstajajo na svetu, so te stvari že spoznala v naravi. V naravi je vse.